Nogometni štadion Skalna klet dobiva novo podobo. Predsedniki celjskih mestnih četrti se zavzemajo za ureditev ekoloških otokov. V Zlatorogu se v nedeljo obeta spektakel proti Paris Saint-Germainu. Jutri se začenja spomladanski del nogometnega državnega prvenstva. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Nogometni stadion Skalna klet v teh dneh dobiva nov večnamenski objekt, v katerem bodo pisarne, garderobe, sanitarije, fitnes in tribuna. Mestna občina Celje se je za naložbo skupaj z EPO-jem, ki upravlja z občinskimi športnimi objekti, odločila, ker je bil prejšnji objekt zaradi številnih poplav v preteklosti že dokaj uničen. Dela v prvi fazi naj bi bila končana do maja letos. Na območju Skalne kleti tako nastaja športni, zlasti nogometni kompleks. Poleg osrednjega igrišča je tu še igrišče z umetno travo, pokrito igrišče v balonu, tam je tudi prostor za igranje badmintona. Zdaj ob njem gradijo tudi nov spremljevalni objekt. Kakor je poznano vsem nogometnim nadušencem, je bila zgradba od Skalne kleti, stadiona Skalna klet, precej slabem stanju, spodaj se skoraj ni uporabljala, zato se je potem odločilo, da se stara stavba podre, da ni več primerna za sanacijo in da se uredi nov objekt, ki bo dejansko primeren za to funkcijo, ki je potrebna na stadionu Skalna klet. Star objekt je bil večkrat poplavljen, voda ga je krepko načela. Z novim objektom pa Skalna klet dobiva prepotrebne prostore za uspešno izvajanje tako treningov, kot tudi tekem na tem štadionu. To je večfunkcijski objekt in sicer v pritličju so načrtovane 3 garderobe, prostori za fizioterapijo, za sodnike, za delegate, pa tudi prostori za vzdrževanje celega kompleksa Skalna klet. Se pravi tehnični prostori. V zgornjem nadstropju pa velik prostor za fitnes, prostori za klub in ena manjša tribuna, pokrita tribuna za obiskovalce. Priprave so se začele že lani z izdelavo projektov in izbiro izvajalca, ki je novembra tudi začel z deli. Naložba bo občino stala 790 tisoč evrov. Po dokončani izgradnji pa čaka nogometni klub še oprema prostorov. Oprema je vključena samo v manjšem delu, se pravi samo tisti nujni del, ker treba je povedati, da dejansko delamo prvo fazo in v drugi fazi je pa mišljeno tako, da klub sam, se pravi nogomet, pripravi si sam svoje prostore in finalizira. Se pravi, ogrodje mu bo pripravljeno, ostala finalizacija pa bo pač na plečih nogometnega kluba. Tudi med gradnjo novega objekta treningi na štadionu potekajo nemoteno. Gradnjo pa naj bi zaključili predvidoma maja letos. Predsedniki celjskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti so županu mestne občine Celje Bojanu Šrotu ter celjskim mestnim svetnikom naslovili pobudo o čim hitrejši ureditvi ekoloških otokov v mestu. Po njihovi oceni je kar nekaj ekoloških otokov v mestu neustrezno urejenih in s tem kazijo ugled knežjega mesta. V Celju so se predsednice in predsedniki svetov mestnih četrti na pobudo mestne četrti Slavko Šlander 13. februarja sestali s posebnim namenom. Ja, mi smo naslovili pobudo na župana in na svetnike mestne občine Celje, da za čim hitrejšo ureditev otokov, odlagališč za mešane odpadke, biološke odpadke, embalažo, papir in steklo. In kaj pobuda pravzaprav vsebuje? Naslovili smo to pobudo zaradi tega, ker imamo težave v določenih mestnih četrti, predvsem v teh starejših mestnih četrti za odlaganje teh ekoloških in drugih odpadkov. Zaradi tega, ker te ni ograjeno in lahko vsi dostopajo do njih, odlagajo in zaradi tega je tudi zelo neurejeno. V mestnih četrteh tudi pričakujejo, da občina ureditev teh mest uvrsti v proračun za letošnje leto, ki ga bo mestni svet v drugem branju obravnaval že 5. marca. Od župana in svetnikov pričakujemo, da bodo to problematiko tudi uvrstili na naslednjo sejo mestnega sveta in seveda poiskali, tudi umestili del sredstev za ureditev te problematike, kakor tudi, da bo mestni svet in župan tudi pozval podjetje Simbio, da se aktivno vključi tudi v razrešitev te problematike. Zakaj menite, da je nujna razrešitev te problematike? Predsedniki svetov mestnih četrti menimo, da je nujno, da se to uredi, glede na to, da je že par let aktualna ta problematika v mestu Celje in da se to uredi, da
tudi našim stanovalcem oziroma krajanom omogočimo bivanje v enem lepem in kulturnem območju. No, na celjski občini pa so tudi že podali odgovor vsem predsednikom mestnih četrti. Pojasnili so, da se bodo takoj po počitnicah sestali s predsedniki mestnih četrti in bodo vsi skupaj poskušali najti sprejemljivo rešitev za obe strani. Policisti Policijske uprave Celje so v hišni preiskavi pri 44-letniku z območja Radelj ob Dravi zasegli pištolo znamke HS z 2 nabojnikoma in 63 naboji ter staro rusko vojaško puško kalibra 7,62x39 z bajonetom. Poleg orožja so v hišni preiskavi našli in zasegli še manjšo količino heroina in konoplje ter pripomočke za uživanje in preprodajo prepovedane droge. Osumljenca so zaradi suma storitve kaznivih dejanj kazensko ovadili ter zoper njega izvedli prekrškovni postopek zaradi nelegalne posesti orožja. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v pričakovanju nedeljskega spektakla v Ligi prvakov. Moštvo trenerja Tomaža Ocvirka bo pred domačimi gledalci gostilo zveneči Paris Saint-Germain. Srečanje proti najbogatejši ekipi na svetu se bo v nedeljo v dvorani Zlatorog začelo ob 17. Pivovarje veseli, da bodo imeli izvrstno podporo s tribun, saj je razprodana že velika večina vstopnic. Zadnja tekma v Flensburgu pred 6000 gledalci, ampak dobenega vzdušja. Celo jaz sem lahko jasno delal napotke med samo tekmo igralcem, tako da so me slišali. Ponavadi v naši dvorani to sigurno ni mogoče, že takrat, ko vzamem time out, me igralci nekateri ne slišijo. Krasno vzdušje, res fantastična dvorana, fantastična publika. Ljudje pač prepoznajo, da se igralci trudijo, da se borijo in sem zelo vesel in ponosen. Ja, čisto drugače je, ko ti dajo tisti dodaten, ko te povlečejo, recimo takrat, ko ti ne gre, igralci to čutijo in seveda sigurno nam je veliko lažje igrati pred polno dvorano. Pred košarkaricami Cinkarne Celje pa je derbi slovenskega državnega prvenstva. Varovanke trenerja Damirja Grgiča bodo jutri gostovale pri Triglavu v Kranju. To bo obenem tudi generalka za tekmo 16. kroga mednarodne jadranske VABA lige proti Crveni zvezdi. Jutrišnji obračun Triglava in Cinkarne Celje se bo v Kranju začel ob 18. Vse to v bistvu kot neka velika predpriprava za pokal čez 2 tedna. To je prva najpomembnejša tekma v sezoni. In to je ena super priprava pred tem, da začutimo še njih še enkrat, da eno novo igralko imajo, tako da se tudi na njo navadimo, kako igra, kakšne so njene dobre, slabe stvari in da to probamo potem vse skupaj že jutri dobro izpeljati, čez 2 tedna pa še bolj. Tukaj na sezono igramo z njimi vsako leto približno iste igralke, tako da ni več nobenih skrivnosti. Ta konec tedna se bo začel tudi spomladanski del nogometnega državnega prvenstva. Nogometaši Velenjskega Rudarja bodo v nedeljo gostovali v Domžalah, Celjani pa bodo jutri na stadionu z Dežele gostili moštvo Gorice. Gorica bo zelo kratko analizirana iz preprostega razloga, ker je prva tekma, tudi če bi bili v starem stanju, so prve tekme vedno zgodbe zase. Ne vemo, kje smo mi v tem momentu, ne vemo, kje je Gorica, v bistvu neke osnove bojo podane, sigurno si pa ne zatiskamo oči, da bojo motivirani zelo, kar so tudi v medijih izpostavili. Tako da pričakujem z obeh strani 2 mlade ekipe, ki se bosta seveda obe želile zmagati in mi si ne delamo utvare, da bo naš posel enostaven, ampak tako kot je Jani povedal, ukvarjamo se s seboj, radi bi mi popravili tisto, kar smo sposobni, torej nek optimalen naš obraz pokazati, potem bomo pa videli, kaj bo to rezultatsko pomenilo. Jaz pričakujem tako kot vedno neko težko tekmo z Gorico. Mislim, da se ne smemo toliko ozirati na njih, da moramo gledati sebe in z našo igro in pokazati, da je boljši.
Jutri bo pretežno jasno in vetrovno, na Primorskem bo pihala zmerno do močna burja, občutno se bo ohladilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, na Primorskem okoli 1, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, veter bo slabel. V ponedeljek bo večinoma sončno, čez dan pa bo znova topleje. Oba dneva bo na Primorskem še pihala šibka do zmerna burja. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepo za vašo pozornost. Bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.